Lepo zdrav, dragi naši, in tukaj smo žmaharja in za vas imamo spet životinjsko carstvo. Ta je bila dobra. Lepo pozdravljeni duhovno tle, potovanje duše in v mesecu maju, ker pa je mesec maj, uradno mesec meditacije, vedno tudi nekako posvečen meditaciji, tudi budisti po celemu svetu meditirajo, odpirajo portale, zaradi seveda Vesaka, ki praznujejo rojstvo in razsvetljenje Bude. In ker res je ta energija takrat na planetu res močna, vse tudi zaradi tega zacveti, sva se odločila, da tokrat tale nebeško skop prinese znanje o tem, glede na tvoje astrološko znamenje, na kaj, kakšne so tematike, ki te najbolj v tem mesecu podpirajo, na čem meditira, če hočeš iti manifestacijsko z majem naprej, torej da res zacvetiš in da res priješ do nekih svojih želja. Tako da, dajmo si pogledati torej tole naše životinjsko carstvo, kakor je rekel Mihael, in seveda upoštevajte to pri svojih meditacijah. S kom bomo začeli? Dajmo z ovnom. Ovni, vi meditirite ta mesec za svoje fizično telo, svojim fizičnim telesom, svoje fizično počutje gradite, zaradi tega, ker imate v svoji osnovi ful močen telesni kor in vaše telesa so to Ironman telesa in lahko zelo močne energije čez producirate, imate zelo to zategnjeno fizično energijo, ampak na pozitiven način in jo ohranite. Zaradi tega, ker če imate vi poravnane fizične elementale in celice v telesu, lahko kanalizirate, manifestirate, ustvarjate hitro. Če pa ste fizično šibki, takrat se vam pa potem manifestacija poruši. Tako da, kaj je tisto, kar rabite od hrane? Koliko spanja, koliko vode, koliko gibanja? To so odgovori, ki jih rabite ta mesec. Rekel si, da so oni kot Iron Man, šovinist. Časovni. Pa bi mogli biti ovnice ali pa ovčice. Že znamen je šovinistično v štartu. Vzemite lepo plat predaje tega sporočila za vse ostalo. Ja, tu masterka. In to reklamo jim bomo računali. Torej, naslednji ste biki. Biki, vi pa dajte definitivno meditirati na to, kar je treba narediti. Ne samo, kaj je tisto, kar si vi želite, pa kaj hočete priklicvati, ampak res, da se v meditaciji sprašujete, kaj moram jaz narediti, kam moram jaz stopati, kako moram jaz delovati, zato da dobite nek disciplinski postopek. Disciplinski postopek. Nisem zamogla tega sva. Da dobite v meditacijah neko zaporedje, ki bo od vas zahtevalo disciplino, zaradi tega, da lahko to naredite, torej da ne ostane samo pri meditiranju, ampak da gre tudi seveda v fizično izvedbo, zato da ne bo disciplinskega postopka sa strani vaše duše. To je bilo dobro. Naslednji ste dvojčki. Dvojčki, vi se ta mesec intenzivno usmerite v gradnjo in stabilizacijo svojega karakterja. Imate zelo široko psiho, lahko imate kar več osebnosti v sebi in morate vedeti, kdo ste in morate znati karakterno usmerjati svojo energijo v vseh okoliščinah. To se pravi, pazite na to, da ne boste karakterno in v vrednotah in v mnenjih jadrali z enega pola na drug pol, ampak da imate v vseh vremenskih okoliščinah isto mnenje glede neke stvari, da vas ne more okolica ukrivljati in na tem delite. Kaj je tisto, kar rabite okrepiti v svoji psihi, v svojih vrednotah, v svojem vrednostnem sistemu. Ko pa vi poravnate svoj karakter, potem pa postanete mašine za manifestacijo in na to meditirate. Mašina, to je že brez ženskega spola. Dobro si se rešil. Se ne. Raki, za vas bi bilo pa zelo dobro, mi da ste dobili informacijo, da premalo delate na neki redni meditaciji rezanja eteričnih vezi. Ful ste senzitivni, ful ste ljubeča bitja, ampak zaradi tega vas mogoče eterične vezi veliko bolj obremenijo kot druge ljudi. In recimo jaz mislim, da vi bi vsak dan rabili neko vsaj 5-minutno meditacijo, konec dneva, preden greste spat, na temo rezanja eteričnih vezi, če ne se lahko kar ene stvari, kar neke energije odplazijo z vami, pa sploh ne veste zakaj. Mater se imate klešče, uporabite jih, ne? Ta je bilo to dobro. Ta je bilo dobro. Fajda, raki klešče. Da. Ok, the best. Naslednji smo levi. Levi imamo
v osnovi ful močno manifestacijsko energijo. Smo sončno znamenje in sončna energija v osnovi je ful napajajoča, zlato manifestacijska. Tako da, levi, vi se pač rabite usmeriti predvsem v svoj namen manifestacije, da imate jasen namen, da si znate jasno postaviti smer, v katero greste in da se potem mentalno in čustveno držite tega namena. Ne? Včasih zna lev mogoče malo odplavati čustveno v svojem namenu, kot da bi izgubil malo direktivo, v katero gre. Sploh, če treba travo pokositi. Sploh, če treba travo pokositi, ne, ampak vse, če počakaš dolg časa, se pač posuši. Ne? Saj tako vsako leto obdobje, 3 tedna, ko ni dežja, pa se takrat posuši. Skratka, levi delite na manifestacijskem namenu. Vsakemu trenutku rabite vedeti jasno, kaj je vaš namen ta dan, oziroma to leto, oziroma to desetletje, kakorkoli velike cilj, in na to meditirajte, to iščete. In manifestirajte kosilnice. Tako je. Z benzinom, pa električne. Device, vi imate pa neverjetno dobre rezultate meditacije lahko in boste imeli, kolikor začenjate meditacijo iz ne centra tukaj, to pomeni, da se v bistvu vso predihavanje in vse meditacije delajo iz glave, ampak iz srčne čakre. Pol imate močne srčne čakre, tako da vedno, kad se sploh na začetku sproščate v meditacijah in tudi, kad delate recimo priklic svojih želja, na vse iz tukaj vam pride. Ogromno tega nekega dihanja v prsni koš, razumeš? In veliko tega srčna čakra se vam blazno podpira. Hkrati je pa treba seveda na srčno čakro paziti, vkolikor se kaj ne počute dobro, samo da si s kakšno meditacijo malo srčno čakro spucate. Ne? Tehnice. Ta mesec vas bo pa zdaj začel kar naravno podpirati, zaradi tega, ker je to mesec ravnovesja. In mesec ravnovesja, energija ravnovesja je tudi nekaj, kar imate vi v celičnem spominu. Vi ste naravni upravljalci ravnovesja in dobro funkcionirate takrat, ko imate uravnovešeno življenje, in malo manj takrat, ko se vam kak pol poruši. Ali pa ste pijani. Ali pa ste pijani, ne? Tako da, če ste pijani, potem verjamem, da imate slabo ravnovesje. Vaša naloga je, da pogledate celotno življenje celostno, ne gledati posameznih delov življenja in jih izvzemati in samo v njih investirati, ampak vsa področja življenja skupaj vzamete kot paket in vse pogledajte, da funkcionira med seboj. Tako da v meditacijah, v teh tednih zdaj, ki prihajajo in so se začeli, pogledajte, kje ste padli iz ravnovesja, kje rabite dodati znanje, kje rabite oduzeti preveč energije in mogoče kam drugam dati. Tako neko bilanco si naredite, prav. In takrat ste vi v svoji ful močni energiji. Škorpijoni, vi pa rabite delati na umirjanju intenzivnih negativnih občutkov. Takrat, ko vas to napade, pa hočete grist, si reči, ne, škorpijonček, to pa ne smeš grist, to pa ne smemo grist, ne? A razumeš? Vidim škorpijone, samo tako. So me eterično ugriznale. Skratka, vedno, ko vas to pride, napade in hočete pač sproducirati v svetu, imate vi težavo zaradi tega, ker sami sebe ugriznete, ker najbolj ste vi takrat energijsko poškodovani. Tako da definitivno veliko meditacij za sproščanje, za umirjanje, skratka, zato, vi ste manifestatorji dobri, to ni kle se kaj zapogovarjati, ampak definitivno te negativni občutki lahko pa neke stvari rušijo, kar je čist brez potrebe. Verjamem, da vas zemljani včasih malo razkurijo, a ne? Mundans, a ne? Vas malo razkurijo, razumemo zaradi tega, ker pač vi imate tak močen moralni kompas in točno veste, kaj je prav, ampak ni vredno zato, ker itak jim ne boste dopovedali, ljudje verjamejo, kaj hočejo, tako da škoda vaše energije, veliko delite na umirjanju od tega, če vaša energija mirna, ste vi zmagali. Top shit. Strelci, vi ste pa naravni strategi v glavi, vi ste ful inteligentna znamenja, tako imate kar en kanal inteligence odprt v glavi, že prirojeno, naravno, kozmično, kako na temu rečem, in ste dobri v iskanju strategij, v brainstormingih, v iskanjih rešitev. Tako da več časa, meditativnega časa posvetite temu, da iščete rešitve za izzive v vašem življenju, in pa seveda v naslednji fazi, da iščete rešitve za izzive v življenju drugih ljudi, ker imate potem iz tega možnost ful velika poslanstva speljati, ful velika podjetniška zgodba, velike vizije, globalne vizije. Tako da strelci ste tisti, ki boste našli prave odgovore za nekatera vprašanja, na katera mogoče
Svet jih zdaj še nima. Tako da to vam lahko meditacija da in vam definitivno vas postavi na zemljevid sveta. Yes. Kozorogi, vi pa preden nabodete na svoje roge, Roge. pač druge ljudi, meditirajte na to, da preden odreagirate na druge ljudi ali pa situacije, da si najprej vzamete čas za meditacijo, pa da, a veš, ko si ti noter v situaciji, ni čas za meditacijo, ker se vse drugo dogaja, razumeš, vrtiljak v tvoji glavi. Tako da mogoče, kadar imate le možnost, pa vas prija, da bi nekoga nasadili na roge, a ne, raj se dajte ustaviti, pa res premeditirajte, pa pridite do čistega umirjenja, pa ugotovite, a hočete še vedno isto narediti, ker če hočete še vedno isto narediti, ok, ne pač Se najverjetneje zaslužijo. naj drugič pa se drugi ljudje pač naučijo hitro laufati, kaj ne vam rečem, a ne? Ampak doskrat boste pa ugotovili, da bo mogoče kakšno mnenje pa situacija tudi vam prišle prav, če recimo kaj prisluhnete. Tako da to bi bilo za vas neka taka odlična ideja, ko je to seveda le možno, to pomeni, da prejem bo prišlo do nekih soočenj, pa tako naprej, da imate čas za meditacijo vmes, ne? Vodnarji, Dej. to spa ti, Miš. Dej, to spa sem ti. pa jaz. Ja. Vodnarji, vi imate pa, da pazite in skrbite za svojo domišljijo. Domišljija, ja, tako kot tale tvoja pentljica gor, ko zgledaš kaj na Miki Miška. Domišljija pri vas je ful močen vir energije. Tudi vesolje pri vas komunicira preko... Deluje. Deluje, ne? Lej, vidim svojega moža, kako kosi travo. Dobra. Včasih ne deluje, ne, ampak včasih se Bom tudi vi premeditirala. zmoči. Ja, ne, se bo deloval. Skratka, vam vesolje še peta čez notranjega otroka. Tako da vi vedno skrbite, da sledite domišljiji. A veste, včasih vas bodo mogoče nekateri ljudje zato malo čudno gledali, pa bi rekli, da je odraz že, da izresen se takim ljudem, kar talk to my hand. A veš, pa pejte v Disneyland na izlet, prav. Pejte v Disneyland na izlet, zaradi tega, ker se tam filate in vi potem ustvarjate ful lepe stvari, umetnost, glasbo, knjige, inspirirate svet okoli sebe. Tako da to ima vesolje prek meditacije na tisoče in tisoče domišljijskih idej, ki še niso prizemljene in jih lahko vi prizemljite. In lahko kupite Miki Miška hladilnik. In lahko kupite Miki Miška hladilnik, v katerem je hrana. Ojoj, spet smo pri tem. Ne zamudite drug teden novice z dvora, ker tole ima osnovo. Pa končajmo še z našimi ribicami. Vi pa definitivno... Vi imate pa definitivno, sploh v tem obdobju, domača naloga, da meditirate na temo razvoja preroških moči, jasnovidnosti, da malo kukate v prihodnost, da se malo poigrate svojo intuicijo. To pomeni, da v meditaciji nekaj meditirate, si zapomnite odgovor in to preverite v praksi, če je res to tako naprej. Blazno vas kliče v te vode razvijanja intuicije, kanaliziranja in tako dalje, ne? Skratka, to je bilo to je bil zdaj nebeško skop, zdaj res... Ništi enega tečaja, zdaj začneš, angelska komunikacija. Ja, angelske komunikacije za ribice, ne? Ja. Mislim, vse za vse, ampak ja, tečaj angelske komunikacije, ja, imaš prav, ne, dobro, da on bolj ve, kaj vam tečaj, kot jaz. Tečaj angelske komunikacije je čist nov tečaj, ki definitivno razvija komunikacijo z angeli, preroške moči, telepatija je noter, zato si se tudi spomnil, ampak je malo tak, malo drugačen, malo nenavaden, posebne angele boste spoznavali kar doma pri vas na spletu. Navije intuicijo na 120. Ja, ampak za vsakega imamo nekaj, ne? Predvsem se bomo pa ta mesec definitivno posvečali meditaciji. Ti imaš 5.5. imaš meteorski dež, ne? Skratka, Ful to je pa dober, to huda ja. meditacija. Pa ful bo dober večer. Ful, meteorski dež je energijsko gledano fantastična bombica. energija. Nikoli še nisem delal na tak način. Tako da tisti, ki vam vibrira, zelo je meditativna rast, tako da res poglejte si. Meteorski dež pa imamo 13.5. premagovanje. Samo sabotažo, vse bo pa nekako pelal do Bude 26.5., ker imam jaz nek hibridek med delavnico,
pa med meditacijo bom pripravila veliko daril, pa kako umirjati misli, pa neko skriptico, pa tako naprej. Skratka, poglejte si, tečaj se začenja, tečaj meditacije. Še Buda je rekel, da pride. Ja, še Buda je rekel, tečaj meditacije, ki je čist narejen z Budo in tako naprej. Če pa rabite malo bolj osebnostne stvari, da boste tako odločni, kot tale naš Mihael, imate pa matrico uspeha in tako naprej. Skratka, pokukajte si na potovanjeduse.si in mi da bova vedno vesela, ko vas vidva. Pa če naj bo september ali maj, Aha, to je tista zima od Mambo poletje Kingsa. ni važna, le da tu sem s tabo. Mambo Kingsi ni problema, dobite račun za advertising. Šerite ta video s svojimi prijatelji in se vidimo. Čau. Pozvajte, čau.